Spoštovane sledilke, spoštovani sledilci kanala Greg Sport, javljam se po zmagi, žal Poljske proti Sloveniji 105-95 in pa potem, ko sem v bistvu gledal studijski del programa na Šport TV, ko je v bistvu Peter Vilfan, delno tudi Dino Murić, v bistvu nalil čistega vina slovenski reprezentanci oziroma bolje rečeno strokovnemu štabu. Recimo, da sem si popisan list, pripravil neke analize, ampak bi najrajši to takole naredil, ker ni bilo zmage, škoda. Vse realno, po pravici vejo, ne vem, če sem jo pričakoval pred začetkom te tekme. Poljska domačin, spomini na njo. V glavnem, prvi polčas še nekako šlo, oziroma zelo spodoben polčas, to je nekaj dobrega, kaj vidim zraven, seveda, predstave Luke Dončića, kaj zdi tretje četrtine oziroma četrte, pa se pa bojim, da je bila to neka realna slika naše reprezentance oziroma tisti realni domet, ki ga imamo. Naslednja tekma ne bo nič lažja, kvečjemu težja, sledijo Francozi. Potem pa so tu neke tekme, ki jih pa enostavno moramo zmagati, če želimo nekaj podkazati na tem prvenstvu. S tem mislim potem napredovanje naslednji krog, se pravi Izraelci morajo pasti, Belgija mora pasti in pa Islandija enostavno mora pasti, da pridemo naprej. Sicer se poslavljamo že po skupinskem delu, to si pa nihče ne želi, osebno si niti tega ne predstavljam. Če grem počasi na tekmo, v glavnem upam, da se naslednji slišimo o bolj pozitivnih novicah, o bolj pozitivno naravnanem podcastu. In če se nadejate tudi vi tega, vas prav lepo povabim, da se mi pridružite na mojem kanalu in da se naročite nanj. Prva četrtina njim je že takoj stekel med za 3 točke, Luka je bil že razpoložen, nekako Omić Luka, sodelovanje mi je bilo ok, Omić je pobral kar nekaj skokov, ampak na koncu, če pustim tole na stran, pa pogledam celoto, Omić 10 skokov, ok, Grega Hrovat, korektn nastop, obramba in napad, ok. In mi je že šlo z glave pismo. V glavnem, ni bilo dovolj dobrih stvari, dost premalo, da bi Poljsko na Poljskem premagali. Vse so dali neki fantje, vse so si želeli, vse ne rečem, ampak ne, to enostavno ni dovolj. V glavnem, imeli smo 3 razpoložene igralce, trenutek. Murić mi je šel z glave, dal 17 točk, neki troke zadev, ampak 105 točk na koncu, Sekulić izjavi, se ni bila tak slaba obramba na koncu. Ajde, recimo, da razumem, kaj je hotel povedati, ampak pod črto 105 pik, puf, plafon, preveč, stari, ne izjavi tega. Nisi vzel timeout takrat, ko si moral, pač take stvari me razpizdijo, pardon izrazom, ampak res, materno. V tretji četrtini je bil totalno razpad sistema, pustil si na klopi, ne vem koliko igralcev ni šlo, vedno smo držali kontakt, nisi imel jajca, bi dal nekoga not. Prva tekma, časi, prvenstvo je še dolgo, ampak določena zadeva je pa tako težko razumeti včasih, da kam je to razpizde, pardon izrazom, ampak res, pač ker si upaš, ker si nek optimist, ampak ne vem, je pa to realnost, mater da je. Imamo Luko, ki je top of the top, danes še enkrat več dokazal, tudi po FIBA-nih pravilih, ampak skoli pa nima, ampak kot sta že gosta v studiu povedala, mi nekaj improviziramo, ampak ne vem, tretja četrtina je bilo groza. Obramba, 33 pik si ti dobo. Prvi četrtini si dobo 29, ajde, je bil neki šut na koncu, pa tudi v tretji četrtini neki šut na koncu, ampak to še vedno je, to 29 pa 33 pik, to je absolutno preveč. Pol ti gre v napadu, dal si 95 pik. Si dobo 105, halo, majstore. Vse je bil sodniški kriterij nekaj, ampak še ena stvar, ne. Baje, da so imeli fantje sestanek, da se ne obremenjujejo sodniki, baje, da so imeli več sestankov na to temo. Izdobo tehnično, nešportno, oboje seveda zaradi
jamanje nad sodniki. Ja, jaz sem tudi človek, jaz sem tudi igral košarko, so me razpizle zadeve, jaz to iz človeškega vidika, meni je to jasno, ampak ti si se o tem govoril in si padel na izpitu, znova in znova, pa če si Luka Dončić, če si kdorkoli drug. Moramo tako odreagirati. Glavnem, seveda so oni na taki tekmi imeli 60% šut, seveda so zadeli ne vem kakšne šute. Pismo, kot bi rekel Matic, eden izmed sledilcev, da lahko bi igrali 7 dni, pa ne bi zmagali do te tekme. Kar boli, je to, da je to Poljska, ki je na tem prvenstvu, kaj, top 7-8 reprezentanca. In zdaj, da njih nismo premagali, ne? Pride Francija, ne? Bam! Ja, tako bi sem rekel, zadnje 3 bo treba zmagati in upati pol na nekaj naprej. Križamo se z ubitačno skupino, ne? Nemčija, Španija, Gruzija, te fore, če se ne motim. Svašta. Da še malo ste pogledali. Se pravi, ajde, pozitivna stvar, prvi polčas, ki smo držali vse, pozitivna stvar, Dončić. Tudi v obrambi. Ja. Druga četrtina. Kaj, na 30-30 smo bili, pol je malo začelo padati, so oni spet šli. Tu sta že Lloyd pa Ponitka imela 2 faula, smo malo premalo, to izključno nismo šli v prodore. Dončić je imel 18 prostih metov, ostali pa kaj, po 2. Dobro je izgledalo, še prvi polčas je res v redu izgledalo, zgledno je izgledalo. Pa tretja četrtina je padlo dol, bonus smo izkoristili v 7:37 do konca. Ampak pol je pa šlo dol, nismo vzeli timeouta, začeli smo se obremenjevati sodniki, pismo, 69-80 na koncu tretje četrtine, se pravi 33% smo mi tu dobili točk 80 pik na koncu tretje četrtine. Četrta četrtina pa lovljenje, ne, non-stop, ne, pak nismo jeli priključka. Glavnem, še kako lahko to, se ena navadna tekma živcev požere, neverjetno. Glavnem, spodaj je vaš prostor v komentarjih, kako ste vi videli srečanje. Če ste mogoče spremljali na koncu studijski del na Šport 1, komentarji Vilfana, Dina Moriča, tudi načeloma povezovalca, ne. Po moje dobri, realni. Glavnem, vaš prostor spodaj, karkoli želite izraziti, dobrodošlo vaše mnenje in kot vedno, če so vam podobne analize všeč in upam, da se naslednjič slišimo v malo bolj prešerne volje, v malo bolj prešernem podcastu. Vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Do naslednjič, Gregor, lepo vas pozdravljam. Iz Greg Skorta, gremo v Slovenijo, kaj ne rečemo. Ajde, gremo dalje, ajde.